Pozdravljeni, dobrodošli v 4. epizodi podcasta Digitalno izobraževanje. Z vami sem Rok Gumzej, strokovni sodelavec centra Logout, in v današnji epizodi bomo v sklopu Dneva Evrope in evropskih volitev, ki bodo potekale 9. junija, raziskali pomembna vprašanja o angažiranju otrok in mladih v EU prostoru ter o pomenu ozaveščanja o dezinformacijah med mladimi. V današnjem podcastu se nam bosta pridružila Andrej Miholič, predstavnik za stike z javnostjo v pisarni Evropskega parlamenta v Sloveniji, ki se ukvarja z raznimi komunikacijskimi projekti z mladimi, prav tako pa je tudi nacionalni koordinator projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, kjer letos sodeluje že polovica vseh slovenskih srednjih šol, soureja pa tudi družbena omrežja pisarne. Naš drugi sogovorec pa je dr. Tilen Gorenšek, zaposlen na Ministrstvu za digitalno preobrazbo v sektorju za digitalno vključenost. Dr. Gorenšek aktivno deluje na področju dezinformacij, kibernetske in informacijske varnosti in na ukrepih za krepitev digitalnih kompetenc pri otrocih, mladih in odraslih. Pozdravljena. Pozdravljeni. Pa kar začnemo z eno bolj konkretno in kreativno temo. Mogoče, gospod Andrej, vi ste soavtor stripa o EU z naslovom Moč Evrope, ki ste ga ustvarili skupaj z Cirilom Horjakom. Kako ste mogoče prišli na to idejo, če lahko mogoče to malo pišete, zakaj ste se odločili za obliko stripa, kakšen je njegov pomen? Ja, zdaj, doskrat imamo evropske institucije, v bistvu, kot sami veste, kot se tudi sam zavedam kot komunikator EU dolgoletni, da imamo majčkeno težavo z formalnostjo jezika, z načinom komuniciranja. Doskrat je ta jezik v bistvu ni najbližji širši javnosti, zna biti majčkeno okoren, funkcionalen, zelo uradniški. Zaradi tega probamo tudi v zadnjih letih v bistvu na različne načine se mogoče to prilagoditi, zaradi tega, da dejansko pridemo v stik z širšo javnostjo, ne mogoče samo s tisto strokovno. Ne. Mogoče so včasih evropske institucije komunicirale predvsem preko, bi temu rekel, sporočil za medije, pa enih takih resnih v bistvu sporočil za javnost, danes pa probamo v bistvu tudi prilagoditi svoj način komuniciranja različnim skupinam, in ena izmed teh so seveda mladi, zelo pomembno, njih hočemo aktivirati v bistvu za aktivno državljanstvo, za evropsko politiko, in kompleksno temo kot Evropska unija, se pravi skupek 27 držav, ki na različnih nivojih sodelujejo med sabo njene institucije, in so to prepletenost v bistvu je treba nekako poenostaviti in poenostavljeno razložiti. In pa so ugotovila za Cirilom, najprej v obliki enega medijskega projekta z časnikom Večer, kjer je nekaj časa ta strip izhajal v sobotni prilogi skupaj z strokovnimi članki, potem pa v bistvu kot vezano obliko ustvariti strip o Evropski uniji. Zdaj seveda to sva mogoče, kot Ciril zelo dobro pove, najprej sem mislila, v bistvu, ok, se zdaj imamo narejenih 20 epizod, to bo mi da zdaj skupaj dala, pa bo to nekako štimal. Seveda so zelo podcenila obseg dela in zelo precenila v bistvu svoj prispevek k temu, v bistvu zaradi tega, ker seveda v bistvu bilo treba tukaj zelo veliko narediti. Najtrdečo nit, uvesti zgodbo, stvar narediti zanimivo, hkrati pa preko testne publike, imeli smo v bistvu kar nekaj mladih, ki so spremljali ta nastanek stripa v bistvu skozi celoten proces, v bistvu testirati, kako deluje ta celotna forma. Ne. Na koncu zdaj imamo v bistvu zelo dober feedback, distribuirali smo povratno informacijo, distribuirali smo strip v vse osnovne šole, vse srednje šole, v njihove knjižnice, vse javne knjižnice, vsem šolam ambasadorkam, in načeloma dobivamo zelo dobre rezultate od njega. Je pa tudi brezplačno na voljo, mislim, da bo tudi v opisu tega podcasta na spletni strani EU publikacij sam Moč Evrope vtipkate noter in ga najdete. Kje mogoče vidite prednosti te oblike? Prednosti oblike, mislim, če se mogoče vrnem k temu v bistvu, zdaj najosnovni namen je bil Evropsko unijo, so to njeno kompleksnost predstaviti na jasen in enostavno razumljiv način. In to je sicer zdaj v bistvu, ok, strip vedno povezujemo z mladimi, res je glavna ključna ciljna publika so mladi, ampak je narejen tudi na ta način v bistvu, da je tudi za starejšo publiko. Za obnavljanje znanja ali pa mogoče, jaz sem kar prepričan, da se vsak lahko tudi kaj novega nauči iz njega. Recimo, tukaj smo imeli zelo velik zapletov, ampak ker so prišla recimo na to, da je bilo treba razložiti, kakšna je razlika med Evropskim svetom, Svetom Evrope in Svetom Evropske unije,
sem imel najprej s Cirilom težave, da sem to njemu razložil nekaj časa, ker je v bistvu nerodno poimenovanje in prepletanje institucij in njihovih funkcij in tako naprej, potem pa še z vsemi mladimi. In pol je res tako, da na vsaki stopni, ko ugotoviš, da to ni intuitivno jasno pač bralcu, je bilo treba iti nazaj za mizo, zadevo na novo zrisati, na novo postaviti vsebino, postaviti mogoče nove zabavne dialoge in tako naprej, in pa kaj štimal, ker so se pač mladi bralci smejali, pa so gotovili, da štima. Torej, nekako to uspešnost tega prizadevanja, da to približate tudi otrokom, merite tudi z odzivi otrok, so še tu kakšni drugi? Ja. Največ. Zdaj, v bistvu, če govorimo o tej formi, pol absolutno. Tudi kdaj, v bistvu, če videe delamo za družbena omrežja, pa kakšne druge objave, druge vsebine za družbena omrežja ali pa fizične dogodke, jaz še vedno največ zaupam v bistvu, tudi če je malo manj povratnih informacij, ampak da so kvalitativne. Se pravi, v bistvu, da imamo na drugi strani enega mladega človeka, ki nam lahko zelo iskreno pove. Mi imamo to srečo, da imamo ta projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, kjer so dijaki, to je namenjeno srednješolcem, kjer so dijaki in dijakinje, ki že nekaj vejo o Evropski uniji, in kar je sreča, pa je včasih v bistvu tudi zna biti malo kruto, ampak dobro, ne zares, je to, da so zelo neposredni. In to najbolj cenimo. Nekaj je v bistvu to, da ti vidiš en video, objaviš na družbenih omrežjih, koliko je viralen, koliko si zdaj dobil feedbacka, pa to, ampak ne veš zares, kaj je prinesel mladostnikov. Če ti pa on pove, to ne štima, jaz sploh ne vem, kaj to objavljate, zakaj tam objavljate, ne vem, en primer lahko povem, v bistvu, mi smo se nekaj časa ukvarjali s tem, da so morali imeti v bistvu vse te šole svoj račun na Facebooku. Ampak pa je pa šel ne od profesorjev, ker so pač neka starejša generacija, ki Facebook še uporablja, ampak v bistvu od dijakov je prišel odgovor, za koga pa mi to delamo, ker tam ni nikogar razen vas in starejših od vas. Niso več na Facebooku. Ja, tako da to so krute, ampak neposredne in najbolj kakovostne povratne informacije, kar jih lahko dobiš. Torej, na eni strani imamo vsebine, ki informirajo, na drugi strani imamo pa vsebine, ki dezinformiramo, lahko temu tako rečemo. Gospod Tilen, kaj so dezinformacije, zavajajoče informacije? Kako bi to opisali? Ja, hvala lepa za vprašanje. Zdaj, uradna definicija dezinformacij, ki jo uporablja Vlada Republike Slovenije in posledično, bom rekel, država, je ta, da so dezinformacije v bistvu dokazljive, lažne ali zavajajoče informacije, ki so ustvarjene, predstavljene in razširjene z namenom zavajanja ali doseganja ekonomske ali politične koristi in ki lahko povzročijo javno škodo. Se pravi, dezinformacije, zavajajoče ali nepravilne informacije širijo posamezniki, organizacije in države z nekim namenom zavajanja oziroma manipuliranja z posamezniki in javnim mnenjem. Se pravi, definicija torej ne razlikuje med fizičnim in digitalnim svetom, če se lahko tako izrazim. Dezinformacije niso stvar digitalne dobe, digitalizacije, dezinformacije so stare toliko, kot je stara človeška družba. Dejstvo pa je, da vse večja vloga družbenih platform in razvoj tehnologij, kot je umetna inteligenca, omogoča oziroma povečuje možnosti širjenja in posledično tudi učinke dezinformacij. Se pravi, gre za bliskovito povečanje in zato je postalo področje dezinformacije ponovno tako pomembno. Kje pa mogoče v tem nekem slovenskem prostoru zaznavate največjo količino? Zdaj, če rečem, v najširšem smislu pomenu bi rekel na spletu. Če pa sem bolj konkreten, če govorimo o izvoru oziroma nastanku dezinformacij, potem so to digitalni mediji, takšni ali drugačni. Če pa govorimo o širjenju dezinformacij, pa se dezinformacije širijo predvsem na družbenih platformah, kot so Facebook, Instagram, TikTok in seveda tudi bivši nekdanji Twitter, sedanji X. Te platforme so nekako postale osrednji medijski prostor. Se pravi, tradicionalni mediji so nekako že dlje časa v zatonu. Ta trend se bo zaradi digitalne disrupcije nadaljeval tudi v prihodnje. Nekateri se bodo preoblikovali, nekateri bodo propadli, nastali bodo novi. Dejstvo pa je, da to pomeni, da percepcijo realnosti za večino populacije krojijo spletni oziroma digitalni mediji preko družbenih platform. To se sicer skozi leta spreminja, se pravi, katera platforma, bom rekel, je tista, ki v bistvu najbolj recimo to širi. To se spreminja skozi leta zaradi prilagajanja tehnologije na eni strani, na drugi strani pa tudi zaradi prilagoditve poslovnih modelov, tako medijskih organizacij kot družbenih platform, seveda, ko govorimo v kontekstu nekega marketinga.
Kako pa se potem na Ministrstvu za digitalno preobrazbo v bistvu osredotočate na te dezinformacije? Zdaj, predvsem z premišljenimi ukrepi, ki so usmerjeni v ozaveščanje o dezinformacijah, o njihovih posledicah, kot tudi z ukrepi, ki so usmerjeni v razvoj ne samo digitalne, ampak tudi medijske ter informacijske pismenosti državljanov. Želimo si, da naši ukrepi pri državljanih spodbudijo kritično razmišljanje ter jih nekako motivirajo, da tudi sami proaktivno pristopijo k grajenju, recimo temu, odpornosti na dezinformacije. Seveda poudarjamo tudi sodelovanje in povezovanje različnih deležnikov z nekim namenom maksimalne učinkovitosti oziroma uspešnosti ukrepov. Torej bi potem tudi izpostavili verjetno to, da je to še posebej za mlade, za otroke, nekaj, kar je zelo pomembno, da se zavedajo. Seveda, absolutno. Zdaj, če lahko še tu elaboriram svoje razmišljanje, ne? Zdaj, dezinformacije imajo v bistvu največji učinek v času kriz, v času negotovosti, v času splošnega nezadovoljstva, ker v bistvu delujejo na neki čustveni ravni in vplivajo na mnenje in odločitve ljudi. Ne? Zdaj, njihov namen dezinformacij je ustvariti zmedo, spodbuditi jezo, strah, škodovati ugledu posameznikov, organizacij, institucij oziroma tudi v končni fazi držav. Menda skrivnost ni, da živimo v nekih nesigurnih časih, ki jih zaznamujejo kompleksne krize in njihova ključna karakteristika je pa v bistvu medsebojna prepletenost, ne, kar v bistvu še toliko bolj izpostavlja ne samo priložnosti oziroma bom rekel kar nekak celoten vidik relevantnosti, vloge in pomena dezinformacije v neki moderni družbi. Ne. Torej ta pomembnost zavedanja tega, kaj pomenijo dezinformacije na eni strani, pa na drugi strani pa pomembnost nekega zavedanja oziroma motiviranja mladih za sodelovanje v EU prostoru. Zakaj se vam zdi mogoče to pomembno? V Sloveniji imamo bom rekel, v bistvu sploh, kar se tiče, mogoče če se zdaj dotaknem volitev, ko ste jih že prej omenili, evropskih volitev, imamo eno izmed najnižjih udeležb na evropskih volitvah. Mislim, da leta 2019, zdaj tam bom nekje na drugo decimalko natančno povedal. Ampak leta 2019 je bila udeležba v Sloveniji 28,89%. Se pravi, 28,89% je bila najvišja udeležba doslej v Sloveniji na evropskih volitvah in hkrati tretja najnižja v Evropi. Za nami so bili Slovaki in Čehi. Kar pomeni v bistvu, da imamo nek problem s tem, z aktivnim državljanstvom, v smislu, da ljudje, ker na eni strani v bistvu mi ugotavljamo v anketah, da se zelo zavedajo prednosti Evropske unije, ki jih prenaša, da podpirajo Evropsko unijo, da celo podpirajo institucije, kot je Evropski parlament, da bi imeli celo več pooblastil in tako naprej, ampak ko pa pride do trenutka, da bi mi povedali svoje stališča in so ustvarjali te institucije, magari s tem, da oddamo svoj glas, tam imamo pa nekak težavo. Ne? Zdaj se mi zdi, da malo sem poslušal, nimam zdaj tukaj v bistvu čisto empiričnih podatkov, ampak ko malo spremljam na splošno v volitvah v Sloveniji ocene raziskovalcev javnega mnenja, zdaj pričajo o tem, da se trend malo obrača. Da moram jaz priznati, jaz sem zdaj malo pod 50 let, ampak da je moja generacija nekje med 30 ali pa 35 do 50, 55, tista ta najbolj problematična se mi zdi. Ker je, pustimo zdaj, kaj so zdaj družbeni razlogi, zgodovinski razlogi za to, da je mogoče kdaj doživela razočaranje, pa zaradi tega je razočarana politiko ali karkoli že ima svoj razlog, da ne hodi na volitve, ampak da se zdaj pojavlja trend v bistvu, ko mogoče ni več največji problem v mladih, da so te v bistvu celo malo bolj pripravljeni hoditi na volitve, kot nekoliko starejši v bistvu volivci. Ne? Upamo, da je to tako. Mi vsekakor delamo vse na tem. Zdaj, ampak če gremo v osnovo, delamo s tem izobraževalnim programom šole ambasadorka Evropskega parlamenta, na splošno obveščanjem na družbenih omrežjih, fizičnimi aktivnostmi, multimedijski center Doživi Evropo je v hiši Evropske unije na Dunajski 20, kjer sprejemamo skupine, imamo kar široko mrežo v bistvu različnih aktivnosti, ampak njihova rdeča nit je to, da če mi hočemo vzgojiti aktivne državljane, je prva osnova, ki jo rabimo za to znanje. Se pravi, imamo opcijo, da to, kar zdaj delamo, da imamo eno zelo izrazito kampanjo spodbujanja volilne udeležbe, ki nosi slogan Uporabi svoj glas in poziva ljudi na volišča. Ampak, če mi delamo samo to, da na vsakih 5 let povabimo ljudi na volišča, je premalo. Tisto, česar se zavedamo v Evropskem parlamentu, je to, da moramo ves ta vmesni čas pa porabiti za to, da intenzivno komuniciramo širši javnosti, predvsem pa mladim,
kaj je Evropska unija, zakaj je pomembna za njih, zakaj je pomembno, da oni participirajo, na kakšen način vse lahko participirajo, zaradi tega, da dojamejo v bistvu, da enostavno v bistvu, ko sprejmejo to znanje, potem kar naenkrat imamo to, da odhod na volišče ni več vprašanje odhoda na volišče, ampak je to neko naravno dejstvo, ker veš, da na ta način lahko participiraš in po svoje krejiš v bistvu, krojiš svojo prihodnost. Ne? In to je tisto, kar bi radi z vsemi temi aktivnostmi v bistvu z mladimi dosegli. Ne samo z mladimi, širšo javnostjo, ampak na mlade se še posebej osredotočamo zaradi tega, ker na čisto zdravo razumsko govori nekako v bistvu to, da če mi mladega človeka prepričamo, ko ima prvično možnost, da je treba iti na volitve, da je treba participirati v demokraciji zaradi tega, da deluje, potem bo to lahko postane v bistvu neka življenjska odločitev. Če se pa že na začetku odloči, da ne bo, lahko bo tudi to postane vse življenjska odločitev, ko pač enostavno ne bo hodil na volišča. Ne? In imamo v bistvu na nek način v bistvu en zelo enostaven argument, kar se mene tiče. Zaradi tega, ker imamo na eni strani države, kjer se kaže, da imajo pač bolj avtoritarne sisteme, kjer odloča ki je lahko bolj učinkovit, ampak absolutno ni nujno, da je v skladu z mojimi interesi, da so njegovi interesi enaki mojim interesom, oziroma se zelo hitro izkaže, ponovadi po vseh teh izkušnjah zadnjih let, da to ni tako. Imamo pa na drugi strani v bistvu neko konsenzualno politiko, kjer lahko mi sodelujemo vsaj z odhodom na volitve, če ne še na vse druge načine, v bistvu, kar jih je. Ali gre za peticije, ali gre za dialoge z odločevalci in tako naprej. Tako da mogoče malo bolj kompleksen odgovor, ampak trudimo se ravno to, v bistvu spodbuditi znanje oziroma vnesti čim več znanja v družbo, ljudje se znaniti, zaradi tega v bistvu, da znajo potem v bistvu se pravilno odločati in da se sploh pač grejo to igro, ki rečemo parlamentarna demokracija. Ne? Kar je zelo podobno mogoče tudi, kar je temu, kar je Tilen rekel, v bistvu zaradi tega, ker tudi pri boju za dezinformacijami je to ključ. Se pravi, najprej znanje, zaradi tega, da znaš prepoznati. Če nimaš tega znanja, ne boš nikoli prepoznal in boš imel v bistvu, ko se temu reče, zdravo zagotovo, v bistvu vse stvari, ki ti pridejo po raznih napravah, ki jih spremljaš, oziroma virih. In v bistvu naprej potem kar vprašanje za gospoda Tilna, kako pa lahko mi tu v bistvu potem otroke in mlade izobrazimo, da znajo te dezinformacije prepoznati? Ja, zelo dobro vprašanje, ampak dovolite mi, da še 2 stavka naredim prevoda. Ne. Zdaj, ena ključna razlika v bistvu obstaja med svetom, ki ga bodo podedovali današnji šolarji in tistim, ki so ga poznali njihovi starši. In sicer je to razpoložljivost informacij. Ne. V demokratičnih družbah se taka odprtost šteje v bistvu za veliko prednost. Ne. Po drugi strani pa vidimo, da lahko v napačnih rokah ta prednost nekako postane ogrožena z širjenjem bodisi nenamerno napačnih informacij ali celo namernih oziroma načrtovanih dezinformacij. Ne. Zdaj, eden največjih izzivov, ki torej ostaje v kontekstu vzgoje in izobraževanja, je, kako zagotoviti, da se bodo mladi znašli med priložnostmi in nevarnostmi tega nekako nenehno spremenjajočega se informacijskega okolja. Ne. Je pa sigurno to eden izmed izzivov, ne, ker je dojemanje informacij odvisno od vsakega posameznika. Ne. Kot že omenjeno, dezinformacije niso nove, niso se pojavile z internetom, družbenimi platformami oziroma pametnimi telefoni. Že od nekdaj je v bistvu bilo potrebno razvijati kritično razmišljanje, sposobnost lastnega iskanja, preverjanja informacij. Danes je v bistvu to postalo samo še toliko pomembnejše. Torej, posluževati se je potrebno različnih pristopov, predvsem pa je ključni moment ozaveščanja o posledicah, ki jih dezinformacije povzročajo. Obstajajo najrazličnejša orodja, gradiva, s katerimi se je mogoče izobraževati. Tukaj bi zdaj, kar je zelo na mestu, izpostavil Evropsko komisijo, ki je ustvarila na primer zbirko orodij o dezinformacijah, med drugim tudi smernice za učitelje, kako prepoznati dezinformacije in se odzivati na nje. Ne. Izjemno pomembno vlogo pri izobraževanju otrok in mladih na tem področju pa imajo tudi starši, ne, ter vrednote, ki jih gojijo in v bistvu prenašajo na svoje potomce. Ne. A se tu dezinformacije razlikujejo glede na kakšne starostne skupine tudi? Mogoče tudi kako potem prilagajati svoje izobraževalne pristope tem razlikam? Ja, recimo temu, da se kažejo določeni trendi oziroma vzorci. Ne. Zdaj, nekako sem poskušal razdeliti v 4 skupine oziroma poskušam razdeliti v 4 skupine. Se pravi, pri otrocih ne, gre predvsem za govorice, pretirane zgodbe, ki se širijo od ust do ust, povečuje se obseg nekih poenostavljenih spletnih vsebin. Ne.
Pri najstnikih je v bistvu značilno, da so dezinformacijami izpostavljeni predvsem preko družbenih omrežij in tudi vpliva vrstnikov. Če dalje pogosteje, pa so najstniki tudi tarča zavajajočih marketinških akcij, z katerega vidika moramo pozdraviti regulacijo Evropske unije na tem področju, skozi akt o digitalnih storitvah in tako naprej. Na tej točki pri najstnikih pa bi izpostavil še en zelo pomemben element, in to so memeti oziroma jazi, po slovensko, ki imajo zelo zanimivo zgodbo in zgodovino. Na tem mestu mogoče priporočam ogled dokumentarca The Antisocial Network, ki pravzaprav govori o zadnjih 25 letih in o tem, kako so se v bistvu te memeti, jazi sploh razvijali, kako so nastali v kontekstu nekih zgodnejših platform, kot je 4chan, in kakšne posledice zaradi tega, zaradi zadnjih 25 let pravzaprav danes čutimo v svetu. Zgodba je bistveno bolj kompleksna, kot si v bistvu pa lahko predstavljamo. In ta kompleksnost se v bistvu potem pri najstnikih nekako tudi kaže in tudi kasneje, bom rekel, v odrasli dobi izraža. Zdaj, pri mlajših odraslih naj bi sicer bilo drugače, ker naj bi bili bolj, bom rekel, na rekovajih domači in seznanjeni z internetom, vendarle so mlajši odrasli tista generacija, ki je skozi 90 in naprej v bistvu odraščala s tem. A ravno problem tu so ravno te mehke veščine, kot je kritično razmišljanje, naivnost, čustvena inteligenca, ki v bistvu nekako determinirajo, kako je nekdo v bistvu odporen na dezinformacije. Seveda nihče ni popolnoma odporen, tudi mi tukaj ne. Je pa ta meja med tem, čemu verjamemo, kdaj in na kakšen način odvisna dejansko od vsakega posameznika. Potem pa imamo tu še starejše odrasle, kjer pa se v bistvu kaže en zelo zanimiv vzorc, ki ga je tudi COVID zelo izpostavil, da so najranljivejši v kontekstu dezinformacij, predvsem na področju zdravstva, financ in politike. Najpogosteje pa so targetirani skozi elektronsko pošto, neka verižna sporočila in zavajajoče spletne strani in seveda tudi, bom rekel, preko družbenih platform, kjer na nekaterih opažamo, da se je v bistvu generacija zamenjala. Facebook ni več toliko aktiven med mladimi in je postal precej bolj aktiven med starejšimi. Tako da, kako pa v bistvu mi prilagajamo svoje pristope, v bistvu na način, da ne okvirjamo. Se pravi, skušamo pustiti oziroma omogočiti izvajalcem naših ukrepov, tem, ki jih finančno podpiramo, sofinanciramo, razmišljanje out of the box. Se pravi, z nekimi inovativnimi pristopi, trajnostnimi, v človeka usmerjenimi pristopi, s katerimi skušamo pač dvigniti to neko učinkovitost in uspešnost teh ukrepov. Kako potem mogoče še lahko na kaki konkreten primer podelite, kako pa te dezinformacije potem res vplivajo na otroke, na mlade? Zdaj, prebral sem si par primerjalnih študij, recimo temu iz različnih regij sveta, ki nam omogočajo, da lahko, bom rekel, različna kulturna ozadja tudi nekako primerjamo. Na prvem mestu je zagotovo zgrešena predstava o svetu okrog njih. Spreminja se dojemanje okolice, zaradi tega se spreminjajo pričakovanja, vrednote, krepijo se različne oblike strahov, nesigurnosti pa stresa. Omeniti je tudi potrebno, da se spreminja obnašanje kot posledica vpliva vplivnežev, influencerjev. Vloga influencerjev, vplivnežev postaja recimo temu nevarna, ker postajajo pomemben dejavnik socializacije otrok in mladih, pri čemer ta socializacija pogosto postavlja nek dvom oziroma postavlja neka vprašanja, ali je prava, je učinkovita, je uspešna, je primerna, je ustrezna. Nevarnost, ki pa je še ne moremo oceniti, težko jo v bistvu kvantificiramo, je pa v bistvu ta, ki se bo pokazala v prihodnje, to zagotovo, in sicer koliko dezinformacije vplivajo na politična stališča mladih in kaj bo to pomenilo za družbo v prihodnje. Če se ozremo 10-15 let v prihodnost, kaj bo današnji obseg dezinformacije, njihova narava, vsebina, kaj bo povzročila v družbi, ki se bo v bistvu manifestiralo čez 10-15 let. To je tisto pomembno vprašanje tudi. Da se ob tem tudi spomnimo torej evropskih volitev, ki potekajo 9. junija. Mogoče, gospod Andrej, a lahko podelite mogoče še vi par primerov kakih konkretnih pa uspešnih projektov, kampanj, ki ste jih mogoče izvedli? Tokratne kampanje ali z delom z mladimi? Z delom z mladimi.
tako kot sem prej rekel, v bistvu probamo biti čim bolj razširjeni na različnih nivojih. Recimo, eno je, oziroma čim bolj pestri. Eno je, da imamo recimo te čist, rečemo temu, fizične dogodke, če lahko rečem. To je recimo ta projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, kjer aktivno sodelujemo skozi celo šolsko leto z 86 šolami, ki se seznanjajo, tam so v bistvu skupine mentorjev in dijakov, ki se seznanjajo z Evropsko unijo, to znanje širijo naprej, delajo različne aktivnosti s tem povezane na družbenih omrežjih, v fizičnem svetu in tako naprej. Mi probamo v bistvu tukaj še malo nadgraditi na ta način, v bistvu, da letos jih nismo imeli, ampak smo imeli pa prejšnja leta, v bistvu, da jim organiziramo, oziroma smo imeli v manjšem obsegu letos, debate z odločevalci. To se mi zdi zelo, zelo pomembno. In sicer to, da te dijake potem, ko osvojijo neko znanje o Evropski uniji, soočimo z evropskimi poslanci, predstavniki komisije, drugimi odločevalci, v bistvu zaradi tega, da vidijo, na eni strani, da to niso neki baobavi, da so to dejansko ljudje iz mesa in krvi, s katerimi se lahko pogovarjaš normalno o temah in te ne bojo odpravili, češ da nič ne veš, ker si mlad, ampak da lahko tudi resno, mislim, mi spodbujamo, da oni dajo neke resne predloge o politikah posamezniki, so jim pomembne in potem dobivajo nazaj povratne informacije, se izkazajo za zelo dober. Na drugi strani pa tudi omogoča povratne informacije o odločevalcem, zaradi tega, ker vidijo, kaj mlade zanima in jim s tem omogoča tudi to, da jih mogoče poskušajo v naslednjih kampanjah oziroma tudi med svojim delom bolj nagovarjati, kot bi jih mogoče sicer. Ker vemo, da imamo vedno tam malo problemov v bistvu med politiko pa med mladimi. Malo mladih, res mladih je v politiki in potem se zaradi tega počutijo izključene in potem se začne ta začaran krog. Če ne bi hodili na volitve ali naj se politične stranke med kampanjami ukvarjajo z njimi in ker to ni oportuno, se mogoče ne in zaradi tega se mladi počutijo odrinjene in ne hodijo na volitve in se vrti to. Zaradi tega nam je to pomembno navezati ta stik. To je ena stvar. Druga stvar je hiša Evropske unije, kot sem že prej omenil, ki je namenjena temu na Dunajski 20 v Ljubljani, brezplačne obiske nudimo za skupine in tako naprej. Potem pa razna družbena mreža. Recimo imamo ene cele serije, v bistvu z Jožetom Robežnikom smo recimo delali serijo video, s katerimi razbijamo volilne mite. Da smo neki teh mite. Ključnih razlogov, banalnih razlogov, zakaj ljudje ne hodijo na volitve. Moj glas nič ne pomeni, ne da se mi, ker je lepo vreme v nedeljo, nimam časa in tako naprej. In jih zdaj razbijamo, te video počasi objavljamo, jih najdete tudi v povezavi do podcasta. Z njim smo delali tudi Eureko. To so v kratkih humorističnih videojih predstavljene zelo enostavno ključne prednosti, ki nam jih daje Evropska unija. Zeleno je rekel, ker smo se ukvarjali z okoljskimi temami, strip o Evropske uniji, ki smo ga naredili zdaj že omenjeno v bistvu vodoma z Cirilom Horjakom, tudi predstavitvene videe in tako naprej. Se pravi, v bistvu probamo biti tako na družbenih omrežjih, v fizičnem svetu, sprejemati obiske v multimedijskem centru Dožive Evrope. Se mi zdi v bistvu, da je ključen namen je v bistvu, da skozi čim več kanalov v bistvu sporočamo na različne načine te informacije, zaradi tega, ker je, kot je že nakazal, mogoče Tiran, da veliko je kanalov, v bistvu, preko katerih danes mladi, ne samo mladi, ampak mladi pa še posebej v bistvu sprejemajo informacije. Zaradi tega imamo vsi ta velik problem. Jaz ga lahko pričam o njemu kot prej 15-let novinar in potem zdaj komunikator EU, v bistvu imamo isto težavo. Se pravi, če ti sporočaš resne teme, kako doseči, da bodo te teme tako privlačne, da bodo vse te kakofoniji, ki jih mlad človek danes v bistvu doživi iz ne vem koliko virov, da bodo izstopale te informacije, se pravi, da bojo vidne, hkrati pa ne bojo senzacionalistične v smislu, da je zbanalizirana vsebina. Se pravi, kako ljudem dati vsebino, ki je resna, odgovorna in vse, in da jo bojo prepoznali tudi kot zanimivo. Ker če ni zanimivo, je enostavno vsem tem, ne vem, jaz si vedno predstavljam človeka, v bistvu, ki mu letijo v glavo, v bistvu ene zvezdice, napisi, ne vem kaj vse, in zdaj on mora ugotoviti, v bistvu mlad človek, kaj je zdaj relevantno, kaj ne. Seveda, skozi vse to, kar je Tiran prej omenil, v bistvu, to, kar mi delamo, v bistvu, mi preko izobraževalcev, preko izobraževalnega sistema, preko drugih aktivnosti, jih probamo naučiti tega, ampak dokler jih pa ne naučimo tega, je pa to en živ kaos, v katerem absolutno je logično, v bistvu, da se mlad človek ne bo tako iznašel, v bistvu. Ne. Težko plavati v tej poplavi informacij. Mogoče, gospod Tiran, imate tu kak konkreten predlog, kako pomagati otrokom mladim razviti kako bolj kritično mišljenje do teh vsebin, kako
lažje prepoznati informacijo od dezinformacije? Ja, zdaj en ključni moment je predvsem ta, da je potrebno dovolj zgodaj pričeti z izobraževanjem z področja medijske pismenosti. Se pravi, veščine, znanja, razumevanje, ki uporabnikom medijskim storitev, izdelkov omogočajo učinkovito in varno uporabo medijev. Se pravi, to je potrebno začeti. Potrebno je začeti spodbujati, bom rekel, kulturo spraševanja in radovednosti. To je zelo pomemben, bom rekel, element aktivnega državljanstva. Pri otrocih in mladih je potrebno pričeti z razvojem ustreznih veščin z področja preverjanja dejstev. To spet ni stvar digitalne dobe, ampak je nekaj, kar je že v fizičnem svetu prej bilo pomembno. Spodbujati in ozaveščati je potrebno v pomenu tudi digitalne pismenosti, se pravi ne samo medijske, ampak tudi digitalne in tudi informacijske. Razpravljati je potrebno o pristranskosti, o različnih perspektivah, pogledih, o kulturnem relativizmu. To je eden izmed kompleksnejših problemov današnjega sveta, kulturni relativizem. Najlažje se pa učimo na primerih iz resničnega sveta, torej več tega. Manj teorije in več prakse in več praktičnih primerov. Ne nazadnje, potrebno je pa tudi spodbujati neke trajnostne navade, recimo temu, v povezavi z konzumiranjem informacij. Kot že prej omenjeno, toliko informacij, ko je danes na voljo, jih še nikoli ni bilo. Se pravi, če si predstavljamo lijak, v katerega smo včasih kapljali vodo, ni bilo problema, lijak se nikoli ni zapolnil. Danes pa ne kapljamo več v ta lijak, danes pa zlivamo litre in litre v ta lijak in ta lijak se zelo hitro napolni. In nekako metaforično to se nam v bistvu dogaja. In tu je v bistvu potrebno najti tudi neka učinkovita orodja, na kakšen način, kar je že Andrej v bistvu omenil, na kakšen način v bistvu prepoznati, kaj je za nekega posameznika, posameznico relevantno in kaj ne. Mogoče še... Jaz bi sem še nekaj dodal, v bistvu, kar se mi zdi super povedano, v bistvu, ampak ravno zaradi tega, da to še poudarja nujnost, v bistvu, da morajo vsi razmišljati o temu in vsi pri temu sodelovati. Se pravi, tako izobraževalci, kot odgovorni mediji, kot institucije, mi kot starši. Zaradi tega, ker tudi jaz, ko se s svojima otrokama pogovarjam, moramo mi ravno preko teh praktičnih primerov, ki jih mi najbolje poznamo, v bistvu potem osebno prenašati. Aha, vidiš, tole pa ni čist najboljša, v bistvu, tale novica pa ni čist najbolj resa. Mislim, je tudi fajn, v bistvu, ta kultura dialoga, v bistvu, zaradi tega, da ti otrok pove, da ti pove mogoče tudi, da je neke dvomljive, šokantne stvari, zaradi tega, da te mogoče preseneti in da se vseeno vzameš toliko časa, da mu razložiš, zakaj pa to mogoče ni najbolj relevantna novica oziroma vsaj neresnična in zakaj bi lahko bili motivi od zadnjega človeka, ki je to objavil. Naj se gre za dezinformacijo ali misinformacijo ali kaj drugega. Ja, se popolnoma strinjam. Jaz mislim, da se tu organsko kaže v bistvu neka potreba po sodelovanju. To prvo in drugo kaže se v bistvu, bom rekel, nek vzorec oboje stranskega oziroma v primeru več akterjev več stranskega učenja. Potencial je, da vsak nekoga nekaj nauči. Otroci starše, starši otroce, učitelji, otroke starše itd. Vsak deležnik v tem sistemu lahko v bistvu nekoga nekaj nauči in tu je v bistvu resnična dodana vrednost sodelovanja. Torej, ta most med generacijami, Tako. Da se skupaj naučimo, kaj so dezinformacije, pa da skupaj gremo 9. junija na volitve. Na tej točki bi jaz zaključil naš čas skupaj, se mi zdi, da smo ogromno vsebine podali. Hvala, ker ste poslušali naš podcast Digitrajno izobraževanje. Hvala gostoma. Ne pozabite, da je znanje moč, zato ga skupaj z nami množite in delite. Vsebino podcasta omogoča Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje s pomočjo sredstev mehanizma načrta za okrevanje in odpornost in Next Generation EU. Ostanite digitrajni in se slišimo v naši naslednji epizodi podcasta Digitrajno izobraževanje.